Realna števila smo si pogledali, katere so, recimo kren 2 to, in smo rekli, da se različno računa, ne? Da se različno se znajdemo, da računamo, odvisno od naših potreb. In zato, da bi lahko z decimalnimi števili računali, a ne, smo si nekako izmislili pravila za zaokroževanje. Namreč, bodimo realni, ne, mi zdaj, če gremo v trgovino, ne rabimo 3,1, 2, 7, 8, 4, 3, 7, takole ceno, na primer, povedati, ne, mi rabimo samo toliko, kot dejansko lahko plačamo, se pravi ta del. Ampak ne bi bilo pa fer, a ne, da bi bilo še tukaj skoraj za 13 ali pa za 12, no. Do 11 ne more priti, manj že skoraj ne more dati, ne. In zato so pravila za zaokroževanje. In sicer, ko imamo eno število, recimo, da ima eno decimalno število 5,171,8,4,5. Ta ima zdaj veliko decimalnih mest. In najprej se moramo odločiti, na koliko decimalnih mest bomo zaokrožili. Decimalnih mest, to so mesta, ki so za vejico. Pa se recimo mi odločimo, da bomo zaokrožili na 3. Na 3 decimalna mesta. Tako. Tam to število označimo, se pravi, tule je naše mesto, kjer bomo mi zdaj zaokroževali. In o zaokrožitvi bo pa odločalo število, ki stoji tik za tistim mestom. Se pravi, zdaj pa, če je to število manjše od 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, potem označeno število ostane enako. Bi kar tale del vzeli, a ne. Če pa je to število večje ali enako 5, potem zadnjo števko povečamo za +1. Se pravi, tole zadnjo števko povečamo za +1 in dobimo 8. Kako bi zdaj to zaokrožili? To je zdaj 5, vejica 3, 1, 8. Da pa nekako označimo, tole pa ni čisto točno toliko, kot je še bilo, ne, malo smo skrajšali, damo pa tukajle gor nad enako eno tako piko. In ta znak pomeni približno, ni točno enako, lahko pa računamo, da je dovolj dobro za naše potrebe. In pravilen rezultat mora biti tudi pravilno zaokrožen. Jaz imam vedno težave recimo z zaokroževanjem števil, ki so takole. 3,1994. In če se reče zaokrožimo na 2 decimalni mesti, potem pogledamo tole, tretjo decimalko, pa imamo 0, 1, 2, 3, 4, se pravi, ne bomo kar odrezali, ampak moramo to povečati za 1. In zdaj, če bi to povečali za 1, bi dobili 10, a ne. Oziroma tukaj bi lahko nekdo napisal, ja, 9, potem naslednja števka, da gremo v krogu, je 0. To je res. Tukaj bo 0. Ampak paziti morate, da tudi tu povečate na 20, ne. To pa je ena taka, se mi zdi, da je, ne anomalija, pač morate paziti, ne. Morate eno prenesti, zato ker če bi to zaokrožili na 3,10, kaj bi se potem zgodilo? Ja, v bistvu bi dobili veliko manj, ne. 19 je veliko bližje 20 kot 10, ne. Tako da to je nekaj, na kar je za paziti pri zaokroževanju, drugače pa je to to. Pa naredimo povzetek vsega, kar smo si pogledali. In sicer, realna števila so vsa racionalna in iracionalna števila. Označimo jih s tako črko R. Mi ne bomo zdaj vse debelili, ampak bomo samo eno črto dali, pa takle R. Vsaki točki na številski premici pripada natanko eno realno število. Ker se točke številske premice ujemajo s slikami vseh realnih števil, imenujemo številsko premico tudi realna os. In zato bomo vedno vsa števila, ko jih bomo prikazovali, ne, prikazovali na tej premici številski oziroma na realni osi. Zdaj pa na tej premici so definirane pa zdaj res vse številske operacije, računske, in tudi vsi ti računski zakoni, ki smo si jih do zdaj pogledali, veljajo. Realna števila so ena taka zaključena celota števil,
s katerimi v bistvu v realnem svetu, našim, lahko vpišemo res vse, kar lahko vtipamo, in vse te fizikalne zakone lahko pogledamo, ne. Mogoče bi si vzeli še kalkulatorje. Kalkulatorje si jih bomo zdaj včasih malo pogledali, kako se kaj reši, in mogoče si prepišete tale števila v zvezek in poskušate recimo na 2 decimalni mesti, 2 decimalni mesti na ta računalnik zračunati. Ne vem, če smo se že pogovarjali, ampak ta računalnik, če si boste kupovali, mora imeti sinus, kosinus, tangens, zato da bo ustrezen za delo v šoli. Jaz imam še simbolno računanje, to pa vam pol nekaterim zelo pomaga, nekaterim pa dela samo zmedo, ker morate še dati change, ne. In bomo to si pogledali naslednjič. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!